Pozdravljeni ljubitelji likovne umetnosti na virtualni otvoritvi 14. regijske likovne razstave Videz Tipnega območnih izpostav Maribor, Pesnica in Ruše 2021. Letos malo drugače. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v letošnjem letu razpisal 8. državno tematsko razstavo z naslovom Videz Tipnega. Na razpis so se lahko prijavili odrasli likovni ustvarjalci. Rok za prijavo je bil 1. september. Umetniki so se ob delu ukvarjali s pojmi kot so raster, šrafura, poteza, faktura, tekstura. Tehnike in motivi so bili poljubni, a delo je moralo predvsem jasno izražati avtorjevo uokvirjanje in razmislek, kako z likovnimi sredstvi in načini pri gledalcu ob opazovanju likovnega dela spodbuditi občutje tipnega. Projekt poteka na 2 ravneh. Regijske tematske razstave v letu 2021 in državna tematska razstava v letu 2022. Vse regijske razstave, ki potekajo letos po Sloveniji, si bo državni selektor gospod Robert Lozar ogledal in izmed njih izbral dela, ki bodo razstavljena na državni razstavi predvidoma julija naslednje leto. Na današnji razstavi, kjer je razstavljeno 28 likovnih del, boste videli dela umetnikov, ki ustvarjajo na območju izpostav Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Maribor, Pesnica in Ruše. Kot boste videli, sta razstavljeni 2 kiparski, 25 slikarskih del in 1 instalacija. Dela je izmed prispelih del za razstavo izbral regijski selektor gospod Mario Berdič Kodela. Lepo ga pozdravljam in prosim, da z nami deli vtise ob razstavi. Spoštovane udeleženke in udeleženci letošnjega izjemno zanimivega projekta z nazivom Videz Tipnega. Izjemno poučno je bilo opazovati, kako se posamezne avtorice in avtorji na vsak svoj specifičen način posvečajo dani tematiki. Zanimivo pa je, da četudi je ta tematika na prvi pogled izključno tehnološke narave, pa so se tudi umetnice in umetniki zelo globoko posvetili vsebini izpovedni posameznih del. Tako da bi lahko dejali, da gre za enakovredni 2 nalogi. Po eni strani tehnološka, kot sem že povedal, po drugi strani pa motivsko-tematska. Morda bi začel z 2 plastikama, ki sta izjemi med sicer 28 prijetimi likovnimi deli. Tukaj na moji levi je Nasilje Janeza Lisjaka, ki že tradicionalno upodablja v nerjavečem jeklu in če pogledamo od blizu, vidimo, kako grobo je oblikoval to teksturo, površinsko, tega, dejali bi, nečloveškega bitja, ki povzroča nasilje nad tem ženskim bitjem, skratka neko brezčutno nasilje, ki se odvija nažalost povsod po svetu. Zanimivo je, da je resnično oblikoval to površino plastike kot neke vrste kožo nekakšnega krokodila, recimo, skratka kot en izraz nekega slepega nasilja nad sočlovekom. Leopold Methans sicer izhaja iz kamnoseške tradicije, vendar se v svojem umetniškem izražanju zmeraj osredotoča na njegov priljubljen material, to pa je železo, in sicer varjeno železo. Pogosto uporablja najdene predmete in jih potem vkomponira
v samo likovno delo. Tukaj imamo zanimivo kombinacijo tudi z lesom in tisto, kar morda nekako odstopa od njegovih običajnih del, je ta stena, tukaj, če se lahko tako izrazimo, in ta kontrast med kroglo, ki je zelo pogosto njegov likovni objekt, in kvadratom oziroma pravokotnikom, pa tudi s to zanimivo strukturo. Skratka, gre za abstrakcijo, ki pa ima nek globlji pomen. Tudi tukaj recimo sta dva svedra, torej gre za najdena predmeta, najdena objekta, ki sodita v tradicijo Medhansovega kiparskega oblikovanja. Skrajno nenavadna je ta portretna upodobitev Ane Dušana Selinška. Treba je takole dvigniti masko in pod masko zagledamo čudovito žensko podobo. In tudi tu je zanimiv pristop, tako k tehnološki, se pravi, ta skoraj že, da gre za neko, lahko bi dejali, instalacijo ali morda bolje še celo asemblaž z masko, ki na nek način ubije identiteto človeka. Danes sem srečal nekega znanca, ki me je tako simpatično pozdravil, in jaz nisem vedel, kdo je. In potem je dal dol masko in sem ga prepoznal. Skratka, te maske nažalost ubijajo naše identitete. Drevo življenja Simone Tretnjak v mešani tehniki je tudi poglobljena, simbolna, torej slika, ki je pravzaprav diptih. Imamo moško in žensko polovico drevesa življenja, ki tvorita eno enoto, eno celoto. To, kar je pa z tehnološkega vidika zanimivo, je ta površinska tekstura, ki je nekako z polivanjem goste barvne mase dosežena, je sicer v temnejših tonih, v ozadju pa izstopa zlata barva. Se pravi, da gre za neko transcendentno simboliko tudi. To drevo življenja ni samo to stransko, ampak tudi onostransko. Na nek način, kot že sama simbolika drevesa pove, združuje nebo in zemljo. Oziroma od zemlje se nekako vije v nebo in tako združuje to stranstvo z onostranstvom. Avtoportret Anke Kante je izjemno delo, zato ker dejansko je edini avtoportret, ni edini portret na tem, torej v tem projektu. Kar je zanimivega, je to, da je v bistvu z likovnega stališča skrajno nenavaden njen pogled, ki je usmerjen navzgor. Pri avtoportretih je običajno tako, da je ta avtoportretiranec ali samoportretiranec gleda v opazovalca, pravzaprav gleda tako rekoč sam vase. Na nek način je zunaj slike in znotraj slike. In tudi tu je zanimivo to razmerje med tistim, kar je vidno in nekako torej, virtualno, bi dejali, in med tistim, kar je realno. Ta avtoportretiranka je hkrati stvarna in hkrati nekako virtualna na tej podobi. Zanimivo je tudi uporaba teh pastoznih nanosov barve, vendar samo kot nek okvir. Samo obličje je čisto klasično gladko. Kamen Nade Jemenšek
je sicer navidezno ena, dejali bi, impresionistična slika nekega jezerca, manjšega, eno skalo v ozadju in bujnim rastlinjem. Pa vendar, če dobro pogledamo, je ta kamen ali skala v bistvu nekako oblikovana kot raster. In v kontrastu s tem rastrom je to bujno zelenje, listje, ki pa je upodobljeno recimo kot šrafura z točkastimi in madežastimi nanosi. In še nekaj zanimivo, ta odsev. Torej imamo neko virtualno realnost, stvarnost, ki se odseva v neki zopet drugi dimenziji, bi lahko dejali. Skratka, četudi je površina čisto zglajena, gladka, tako pač kot v klasičnih slikah, je pa velik poudarek na notranji teksturi, izključno z videzom. Popolnoma drugačna je slika Dragice Petek, ko čevelj ne žuli. Dragica Petek je dejansko naredila iluzijo treh dimenzij in zelo poudarjene globinsko-prostorske tudi iluzije. Skratka, po eni strani imamo to plastičnost, po drugi strani pa imamo globinsko-prostorskost. Morda se sliši zelo podobno ali celo enako, ampak ne. Mi imamo lahko globinsko-prostorski učinek na slikovit način, tako kot tukaj, recimo, v tem primeru pa imamo plastičen učinek. Iluzija je tukaj izjemnega pomena, iluzija treh dimenzij, iluzija prostora in še nekaj. Hkrati tudi iluzija, recimo, kolaža teh lističev, ki so upodobljeni tako, da na prvi pogled mislimo, da gre dejansko za neko stvarnost, realnost. In zopet imamo tukaj en primer videza tipnega. Prej sem že omenil, da je ta projekt izjemno zanimiv zaradi tega, ker omogoča tako avtorjem kot tudi opazovalcem poglobljeno razmišljanje o tej tematiki, ki je bila predpisana, v bistvu tematika tehnološka, po drugi strani pa tudi poglobljeno razmišljanje o sami izpovedni vsebini umetnine. Pri sliki Pomlad Iztoka Jerine sem kar globoko razmišljal o tem, kaj bi bil tukaj videz tipnega, kajti na videz ni nič tako tipnega, je čisto samo optično učinkovanje. Ampak zanimivo je, da se je avtor nekako lotil prikazovanja globine prostora. Moram povedati, da so vse te predpisane ali predlagane tehnologije, recimo temu, nanašanja barv, od teksture, šrafure, torej vseh drugih impastov in podobnih torej načinov izražanja oblikovanja slikovne površine. Njihov pomen je ustvarjanje te globinsko-prostorske iluzije, tudi plastične ali čisto slikovite, ampak globinsko-prostorska iluzija je pomembna v
tem projektu. In Iztok Jerina je uporabil eno zanimivo metodo prikazovanja prostora, in sicer imamo tako imenovane Raumschichten, to je srednjeveški nemški izraz, prostorski sloji. Sloji različnih oddaljenosti si sledijo eden nad drugim in ustvarjajo vtis nekega torej prehajanja v globino prostora v neskončnost. No in to drevo tukaj, ki je cvetoče, se pravi pomladno, je tudi na nek način simbol tega prehajanja, recimo iz zemeljske stvarnosti proti neki transcendentni torej stvarnosti v višavah, recimo v nebeških višavah. Nekaj podobnega, kot sem prej omenjal pri tistem diptihu drevesa. Ksenija Pirš pod površjem. Zanimivo, namreč avtorica je nalepila tole plastično mrežo, ki se uporablja v razne namene, na površino slike, jo prebarvala, ampak preden je to storila, je na sliki ustvarila še neko podlago. In pravzaprav je ta podlaga tista, ki nas najbolj pritegne. To je raster, konkreten, dobeseden raster, in pod tem rastrom vidimo različne, bi rekel, neke vrste okraskov, abstraktne madeže, določene podobne, torej tudi naslikane rastre, skratka, eno bogato dogajanje pod površjem. Na sami površini je torej taktilno, tipno, pod to površino pa čisto vidno optično. Edina fotografija na tokratnem natečaju je Božidarja Krivokapiča. Zanimivo, da je tudi možno s fotografijo ustvariti nek videz tipnega, iluzijo globine in tretje dimenzije. Naziv te fotografije pa je Zastoj reprodukcije. Zanimivo, zaradi tega, ker gre za fotografijo, v bistvu črno-bela, ali če se izrazimo slikarsko, grizajno, sivo gradacijo. Gre za eno dejansko posušeno trsje, zastoj reprodukcije. Ampak to je samo zastoj, ni konec reprodukcije. Reprodukcija gre naprej, samo začasno je življenje zastalo. In morda gre tukaj za aluzijo tega zastalega življenja v trenutnem obdobju, ko nismo več svobodni, ko moramo nositi maske, ko se moramo izogibati drug drugega, ko na nek način preti lockdown, skratka popolno zaprtje vsega družabnega življenja. In na nek način je življenje tudi reprodukcija. In v tem času, v tem obdobju bi lahko dejali, da gre tudi za zastoj reprodukcije. To, kar je v skladu z predpisano tematiko, je Božidar Krivokapič upodobil na zelo konkreten, dejali bi otipljiv način. Irena Pernat je že pred leti razvila eno specifično tehniko ohranjanja grozdja v plastični obliki. Grozdje je nekaj efemernega, sami vemo, zelo hitro začne gniti, čim ga odtrgamo, in umetnici pa je dejansko uspelo v
neki, recimo temu plastični masi, ohraniti značilno obliko posameznih grozdij. In kot sem že omenil, že leta se posveča skoraj da dejansko raziskovalno, z neko znanstveno vnemo, različnim vrstam grozdja. Tokrat recimo Randfall 2021 in grozdje je tridimenzionalno v smislu asemblaža, torej pritrjeno, nalepljeno je na slikovno dvodimenzionalno površino, medtem ko je listje pa nekako odtisnjeno. Se pravi, da imamo na eni strani 3D, na drugi strani pa čisto ploskev, ravno z odtisi grafičnimi teh listov vinske trte. In to je en primer tega kontrasta, ravno, torej lahko bi dejali vzorni primer med ploskvijo in tretjo dimenzijo. Tudi tele grozdje zgleda, učinkuje, kot da bi šlo za neko točkanje, za neko šrafuro, recimo temu. Medtem ko je listje pa dejansko čisto slikovito tukaj odtisnjeno, upodobljeno. Prav tako je zanimiv ta kontrast barvni z tem rdečim ozadjem, ker rdeča barva nas morda dejansko asociira ne samo na kri, ampak tudi na vino. In ravno ta kontrast med to rdečo, recimo vinsko barvo, in med temi zelenimi, pa morda tudi rumenimi odtenki, uvaja to jesensko atmosfero v sliko. Melita Zupančič se je s tem mitingom, to je duhovito poimenovala srečanje treh vrabčkov na tej vrvici, na kateri se suši perilo. Na prvi pogled slika, akvarel, nekako skoraj da nima neke povezave z videzom tipnega. Ampak kaj je avtorica storila? Namreč tukaj se poigrava z različno gostoto barve oziroma akvarelnih pigmentov. Tako da na prvi pogled ne, ampak ko stopimo bliže in se poglobimo v samo delo, vidimo, da resnično lahko govorimo o nekem specifičnem videzu tipnega, ki ga Melita Zupančič dosega z akvarelno tehniko. Popolnoma drugačna je svoboda Violete Škrabl. Površina je zelo reliefna, strukturirana, močno. In na prvi pogled se nam zdi, kot da opazujemo neko lubje drevesno. Če ne bi bilo te zlate barve v ozadju, ki dejansko učinkuje nekako transcendentno, onostransko. Kaj je še poleg te nekako zelo uspešno ustvarjene iluzije lubja? Vidimo peresa, ptičja peresa. Ta ptičja peresa, ki so dejansko resnična, najdena, ta ptičja peresa na nek način simbolizirajo ne samo torej ptice, ne samo neko efemernost, kot je v tem primeru neke vrste memento mori s tem peresjem odpadlim, ampak pero je v zgodovini služilo kot sredstvo za pisanje in risanje, seveda, s tušem. In tudi tukaj imamo napise in kot neke vrste torej linij
ali risb, ki asocirajo na to zgodovino nekega rokopisa na ne papirju, ampak na tem lubju, kajti včasih so uporabljali različna sredstva za pisanje. Lahko bi dejali celo, da gre za nek palimpsest, to je rokopis, ki je napisan na nek že obstoječi drugi rokopis ali poslikava. Skratka, gre za eno slojevitost v globino, ki je tako stvarna kot tudi simbolna. Tik zraven Svobode Violete Škrabl pa je energija narave. Maja Stonič Majarona je ime te avtorice. Tudi ona je uporabila že najdene predmete, tako kot so ta peresa odmrlih ptic oziroma odpadla, nek memento mori. Tako imamo tukaj školjke na morski obali. Školjke, tudi en del neke veje drevesne, in morje je zopet bogato teksturirano in ta tekstura je dobesedno prihaja od tekstila. To je neka krpa, nek tekstil, en kos, neke cunje, ki je nagubana v obliki morskih valov ali celo morske pene. In zanimiv je ta kontrast. V bistvu po eni strani imamo tule naravo, lahko bi dejali neko tihožitje naravno, in zgoraj pa to dejansko tekstilno tihožitje, ki na nek način tekstil simbolizira kaj? Te draperije simbolizirajo ženskost. Obleko, oblačilo žensko, in tako imamo tudi neko simboliko ženske v morju. Morda zaradi te pene bi lahko dejali tudi kot neke vrste rojstvo Venere iz morske pene, kot je to Botticelli na čisto drugačen način upodobil. To je energija narave. Nataša Vlamec je upodobila glasbo na specifičen način. Po eni strani so tukaj valovi. Glas potuje v valovih, in po drugi strani pa imamo neke vrste rastra tukaj s temi, dejali bi, kvadratnimi nanosi s čopičem, ki pa lahko simbolizirajo tudi neke notne zapise. Včasih so neume upodabljali na ta način, to so bili prvi notni zapisi, in tudi tukaj se vidi neka zgodovina glasbe skozi čas. Po drugi strani pa je tudi tukaj ena simbolika minljivosti. Torej, ne glede na to, da glasba potuje skozi čas, mi potrebujemo veliko več časa, da dojamemo neko skladbo od začetka do konca, kot pa recimo, če dobimo en vidni vtis neke slike. In to je ta simbolika, recimo ta primerjava med glasbo in likovno umetnostjo, z uporabo seveda teh tudi globinsko prostorskih sredstev, kot je ta kontrast med toplimi in hladnimi barvami, ki resnično poglabljajo celoten prostor, ki pa je absolutno abstrakten. Boža Majcen, Poljub v maskah. Tudi tukaj je Boža Majcen uporabila
en raster, ki povezuje ti dve abstraktni obliki, ta dva abstraktna kvadrata, ki pa sta papirnata. To je v bistvu kolaž nalepljen, medtem ko je raster odtisnjen. Zopet imamo tukaj nekaj, kar je dejansko tipnega in nekaj, kar je samo navideznega. V ozadju ta temina, abstraktna, brez prostorja in imamo občutek, da ti dve podobi, ki seveda simbolizirata moškega in žensko, ali pa starša in otroka, ali pa kakorkoli že, neko zbližanje, kljub temu, da imamo maske, ta nežnost, ta izraz ljubezni lahko še vedno obstaja. Lina Kovač, Pod gladino. Ja, zelo zanimivo je, tudi pod gladino kot pod površino se marsikaj skriva, zanimivega, skritega, tako kot tudi tukaj imamo ta raster, ki je odtisnjen in pod tem rastrom se odkriva marsikaj zanimivega, kot je morda izrezi, torej iz raznih člankov, ki nakazujejo na ne tako ponosno zgodovino človeštva, na dogodke, ki so nam pravzaprav lahko bolj v sramoto. In zato jih skrivamo nekako pod gladino. Tukaj ni pravzaprav nič tipnega, realnega, ampak je samo videz tipnega. Tudi tukaj recimo imamo neko človeško glavo, ki je v neposredni povezavi z roko. Roka in glava sta dva likovna objekta, ki izražata neko osebnost. Torej tudi v recimo najzgodnejšem človekovem obdobju so bili odtisi dlani, pravzaprav prva slika v jamah, prve jamske slikarije. In tudi torej, prstni odtisi odražajo osebnost. To je tisto, po čemer smo prepoznavni. Tukaj pa imamo vtis, da je človeška zgodovina tista, ki pravzaprav človeku odvzema to individualnost. Včasih recimo so bili umetniki pravzaprav neke vrste obrtniki, katerih imen se sploh ni poznalo, niti ni pisalo. Šele v renesansi recimo je umetnik dobil neko vlogo, nek svoj status, ki mu je dejansko pripadal. No in tule je marsikaj simbolnega na tej sliki, kar nam da misliti skozi zanimiv tehnološki pristop. Še pred prihodom tega covida nesrečnega smo se ljudje zelo, zelo radi maskirali. Make-up je dejansko tudi neke vrste maske, ko se človek skuša narediti drugačnega, kot je. In tudi make-up zakriva človeka. Tule so maske Nine Flašker, pravzaprav nekako naslikane kot neki modni dodatki, bi lahko rekli, za na obraz, tako da malo polepšajo tisto monotonost mask. Maska da, maska ne, v vsakem primeru je človek nagnjen k temu, da zakriva svojo pravo identiteto. Tako kot tudi
tukaj s tem, da se te maske skušajo prikazati v nekoliko lepši luči. No in dejansko imamo tu primer tega kolažiranja, tako rekoč, z različnimi maskami in videz tipnega je tako stvaren, kot tudi samo optičen. Koronavirus, Petre Žižek Lazar, lep, a nevaren. Kolikokrat, pravzaprav zmeraj, ko na televiziji pokažejo koronavirus, človek pomisli, kako je možno, da nekaj tako lepega, geometrijsko popolnega, tako nevarno. Kako je možno, da v eni lepoti narave se skriva takšna smrtonosna hudobija. Dobro, hudobija je bolj psihološka, bi rekel, kategorija, ampak vseeno. A naj rečemo, da je ta virus dober? Ne, ni hudoben, je. Čeprav zagotovo se ne zaveda tega, kaj počne, da ubija človeška življenja. V bistvu me popolnoma vseeno. To je neka, lahko bi rekli dejansko, spojina, ki ni ne živa, ne mrtva, ampak se vseeno razmnožuje. In s tem svojim razmnoževanjem ubija druga življenja. Ampak kaj pa je človek drugega kot virus na tem planetu? Za Božjo voljo, mi jo uničujemo drugega, uničujemo naravo, uničujemo vse živo, vse, kar je možno uničiti, uničimo. Tako da je ta virus covida morda neka tudi protiutež človeštvu, ki resnično dela veliko škodo naravi. Ampak mi se tega ne zavedamo, oziroma puščamo, da se stvari dogajajo. Ja, COVID virus je lep, krona. Žal ni ravno krona stvarstva, je pa lep. Ta upodobitev je, če stopimo zelo čisto od blizu, dejansko nekoliko pastozna in tako kot je koronavirus tridimenzionalen, tako tudi Petra Žižek Lazar skuša prikazati to tridimenzionalnost koronavirusa, čeprav ni podoben originalu, je pa nekoliko njena lastna interpretacija. Kar je zanimivo, da imamo tudi tukaj neke vrste rastra, ki v naravi ne nastopa, čeprav v naravi nastopajo oblike geometrijske, tudi pravilne, ampak takšnih ravnih linij, ki bi se pod kotom sekale v obliki rastra, ni. Se pravi, da imamo zopet tole eno simboliko nečesa naravnega in nečesa, kar je morda človeški izum. Tihožitje Rozalije Ogorevc. Na videz gre za klasično ateljejsko tihožitje. Postavitev je recimo zanimiva, baročna, v tej prostorski diagonali. Imamo iluzijo ene globine tega prostora, te sobe. Iluzija tridimenzionalnega objekta je tudi s pastoznim nanosi na teh jabolkah prisotna. Tisto, kar pa je morda nenavadno, pa so tile odtisi tukaj čipk. Se pravi, da na eni strani imamo čisto ploskovito, grafično odtiskovanje, na drugi strani pa to modelacijo tridimenzionalno s pomočjo pastoznih barvnih nanosov. V duhu časa česa. Sabine Žaja. Na prvi pogled ne gre tukaj za nič tipnega, ne po videzu, ne po stvarnosti,
ampak to je samo navidezno tako, kajti v ozadju imamo še neko risbo, ki povzroča to globinsko prostorsko iluzijo. Skratka, spet neko dogajanje v ospredju, ki prekriva tisto dogajanje v ozadju. Vidimo, kaj v duhu časa. Ljudje so prestrašeni, so nagneteni navkljub tem opozorilom, da naj ustvarjajo med sabo neko socialno distanco. Skratka, ljudje ne moremo iz svoje kože, ljudje smo dejansko družabna in družbena bitja, ki potrebujemo to toplino in medčloveških odnosov, stikov, kar simbolizirajo tile prsti, ki so sklenjeni v neko pest. Skratka, zopet ena globja simbolika in zanimiva interpretacija videza tipnega. Urška Gerharda Mernika je primer dosledne uporabe tekstilne aplikacije. Sicer smo imeli tudi že prej kakšne primere uporabe tekstila na slikovni površini. V primeru Urške pa bi dejal, da gre za neko skrajno intimno, četudi zelo stilizirano portretno upodobitev otroka in lahko si mislimo, da so tile kosi tekstila, tekstilnih aplikacij dejansko pripadali tej deklici, da je to resnično nekoč uporabljala, nosila. Skratka, ta intimnost je tukaj zelo izrazita. Po drugi strani pa seveda imamo zopet to tipnost, haptičnost, ki na nek način še bolj poudarja eno realistično upodobitev, četudi brez obraza. Skratka, čista, bi rekel, stilizacija na robu abstrakcije, pa vendar vemo, da se za temi tekstilnimi aplikacijami skriva resnična oseba, resnična Urška. Ščepec vsega, Drage Reichenberg. Zelo zanimivo, ta iluzija zopet nekega prostora je dosežena z različnimi načini. Tukaj ni nič tipnega, je samo videz, pa tudi ta videz ni tipen. Gre za zanimivo interpretacijo, torej te globinsko-prostorske, ampak hkrati tudi kompozicijske diagonale, ki sega nekako v neskončnost in hkrati uvaja v kompozicijo, ali kot je tukaj avtor kataloga opozoril, da je kompozicija enaka strukturi in ta struktura tukaj je torej zelo zanimiva, bi dejali na nek impresionistični način interpretirana. Spet zunaj Marte Rep. Zelo zanimivo. Tudi tukaj bi lahko dejali, da gre za neko reinterpretacijo impresionističnih, torej odbleskov, neke svetlobe, ki se tako rekoč nekako žari na površini te očitno sredozemske, morda kakšne primorske arhitekture in pa tudi na tleh. Videz tipnega. Tukaj pravzaprav ni nič tipnega, zato ker je vse nek svetlobni fenomen. Resnično je svetloba tista, ki ustvarja to iluzijo
prostora, ki pa je plitev. Tukaj nimamo neskončnega prostora, ampak imamo prostor, ki je dejansko omejen, pa kljub temu poudarjen. 3 osebe, ki so očitno mladina, ki je šla nekam ven na izlet, morda po dolgem času zaprtja zaradi koronavirusa. Stari mlin Olge Potočnik. Tudi tukaj imamo neko reminiscenco na impresionizem, kar pa je zanimivo, da je Olga Potočnik uporabila pastozne nanose s čopičem v obliki majhnih madežev ali točk. Skratka, to madeževanje ali točkanje je prisotno po celotni slikovni površini z izjemo kakšnih partij, ki so pa čisto gladke. Na ta način ustvarja ta kontrast med tipnim in tistim, kar je na videz samo tipno. Tudi tukaj bi lahko dejali, da je ta potezni sistem kot neke vrste šrafure. Podobnost z oblikovanjem te kamnite stene najdemo tudi na sliki preomenjeni Nade Jamenšek kamen. Na obrežju Štefke Ramšak zanimivo je, da so nekatere umetnice dobile asociacijo na morje, na reko, na tudi jezera. Skratka, nek vodni element je prisoten pogosto v tokratnih delih te letošnjega projekta. In tukaj je izrazit ta toplohladni kontrast med torej, modrimi odtenki, hladnimi in toplimi, rumenimi in rdečimi, z nekromatičnimi belinami, ki na nek način poudarjajo to globinsko prostorsko iluzijo, ki je tukaj izjemno poudarjena, torej izrazita. In če gremo resnično takole s prsti, s našimi taktilnimi organi, lahko občutimo pastozne nanose, to teksturo površinsko, ki dejansko tudi pomaga pri doživljanju te globinsko-prostorske iluzije. Kar pa je zanimivo, da gre v tem primeru za en redkih primerov gestualnosti, skratka teh vehementnih potez, ki so ekstremno ekspresivne, skratka učinkujejo, lahko bi dejali, abstraktno ekspresivno. Narcis Darje Škrilec. Tukaj imamo neke vrste neskončnega omrežja manjših ploskev, ki so omejene s temi črnimi linijami, in naša prva asociacija je, da gre za vitraj, za torej steklena okna, saj se tudi tam uporablja tak svinec, ki drži skupaj te steklene ploščice, ki so prosojne. Narcis, zanimivo, da sproži veliko asociacij. Zakaj je pravzaprav umetnica dala temu delu tak naslov? Vemo iz antike, da je bil Narcis zaljubljen sam vase, ko se je zagledal v površino vode. Zopet imamo vodo tukaj, in po drugi strani je pa narcisa tudi cvetlica, ki na nek način je kot en simbol neke lepote. In resnično
je narcis, ki je sicer se zaljubil sam vase zaradi svoje lepote. No, konec je sicer narcisov tragičen, tako kot nažalost se pogosto dogaja, da se preobilje nečesa vodi v propad. In morda je tudi tu ta simbolika te človeške civilizacije, ki po eni strani živi v preobilju, po drugi strani pa v grozotnem pomanjkanju. Ampak tako eni kot drugi na nek način, kot da bi drveli v propad, samouničevalni propad. Izgubljena Nade Namestnik. Tudi to je, dejali bi, nek avtoportret z zelo zanimivimi globinskimi teksturami, ki pa so skrajno optične. Veliko je tega likovnega dogajanja v ozadju, kot da bi ta oseba bila v nekem okvirju, iz katerega ne more ven. Zanimiva sta tudi dva križa tukaj, en v zgornjem levem kotu, drugi tukaj v spodnjem desnem kotu, ki označujeta neke vrste zapor, ta okvir duše, v katerem se nahaja ta oseba. Kot vidimo, ima samo polovico glave, kot da bi druga polovica nekako manjkala, kot da oseba ni celovita, kot da je ranjena tako zelo, da obstaja samo še kot polovica. In tudi ti rdeči lasje, prej sem tam omenjal rdečo barvo, ki je simbol lahko krvi ali pa tudi vina, lahko je simbol strasti. In tukaj bi lahko dejali, da je simbol tako krvi kot tudi strasti. Vendar strasti, ki je nekako ubita ali zatrta. Toliko o današnji razstavi na temo Videz Stipnega. Videli smo, na kako različne načine so sodelujoče umetnice in umetniki ustvarjali po lastnem navdihu, pa morda tudi po kakšnih vzorih, ta likovna dela, ki bodo krasila razstavišče v nadaljnjih tednih. Hvala lepa vsem avtoricam in avtorjem, ki ste se udeležili tega projekta, in želim vam še veliko ustvarjalnega uspeha, pa tudi sodelovanja seveda v nadaljnjih projektih Javnega sklada za kulturno dejavnost. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Mariju Berdiču Kodeli za podroben opis vseh razstavljenih del. Vsem, ki ste bili umeščeni na regijsko razstavo, iskreno čestitam in želim obilo uspeha ob izboru za državno. Hvala Zvezi kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj za pomoč pri postavitvi razstave ter sami organizaciji otvoritve. 14. regijska razstava Maribor, Pesnica in Ruše 2021 je uradno odprta. Ob predhodnem dogovoru in najavi si jo lahko ogledate v galeriji večnamenskega KTP centra v Pesnici pri Mariboru. Hvala, da ste bili z nami. Vse dobro in upajmo, da kmalu v živo.